Dobrodošli v novem videu in danes vam bova midva povedala na hitro, a se vam splača kupiti Teslo. Tole je Tesla Model 3 Performance, midva smo imela zdaj ta avto že nekaj časa in v tem videu vam bova v bistvu malo povedala, kaj nama je všeč, kaj nama ni všeč in malo cenovno primerjala z približno takimi avti, koliko se splačajo, koliko boste prišparali. Najprej bova malo pokomentirala izgled. Zdaj, če pogledamo izgled Tesle v primerjavi z drugimi luksusnimi avtomobili, ta avto izgleda zelo tak factory made, kako bi rekel. Skoraj izgleda tak, malo preveč clean, zelo je malo detajlov, zelo je tako zaobljene, zelo lepo. Meni osebno je izgled všeč, zdaj verjamem, da če imate vi raje kakšne take luksuzne avtomobile, vam ta preprost izgled Tesle ne bo toliko všeč, ampak meni je ful dobro, če ima avto tak factory izgled, tak clean. Kakor vidite, avto je, kakor ste videli že v prejšnjem videu, avto je zelo tak prostoren. Dost klasika. Zdaj, če gremo še v sprednji del, zdaj vidimo, da pristop je zelo minimalističen v primerjavi s kakšnimi drugimi luksuznimi avtomobili. Sploh nobenega gumba ni nikjer, vse se v bistvu upravlja na temu enemu ekranu, kaj je. Zdaj, to je pa zdaj čisto odvisno od osebe, a ne? Če si bolj tak minimalist, ti bo to zelo fresh, ker če recimo primerjaš s kakšnim takim luksuznim Mercedesom, ima noter full, skoraj enega kiča, kako bi rekel, no. Ta avto je čist clean, full futuristic, ja, in to je overall meni osebno zelo dober, zdaj pa to si vsak sam razlaga. Ok, dajmo zdaj malo pogledati, kako se ta avto primerja s kakšnimi drugimi luksuznimi avti za približno nizko ceno. Zdaj, ta avto je res močen, ima 480 konjev, od 0 do 100 pospeš v dobre 3 sekunde, 3,1. Avto ima dvojen motor, to pomeni, da je od sprednji motor, v zadnji motor. In ja, za to ceno res hitrejšega avta ne boste dobili. No, če pa pogledamo še malo primerjavo cenovno, se vam tudi v bistvu ta avto ful bolj splača. Povprečna cena Tesle na 100 km je samo 3 evre, medtem ko je pri competitionu, pri Mercedesu recimo, je povprečna cena na 100 km kar 10 evrov. Tako da torej na 10 000 km, kar povprečen človek naredi tam v 1,5 leta, boste torej prišparali 700 evrov. Kar je v bistvu pol kar velik, na let je 1400 evrov. Iz tega vidika se že ful bolj splača kupiti Teslo, kakor mogoče kakšen drug luksuzen avto. Je pa v bistvu tudi še ene par slabosti, kar se tiče Tesle v Sloveniji, in sicer v Sloveniji je zelo malo teh Tesla fast chargerjev. Par jih imaš v Ljubljani, pol pa sam še tako na morju. V glavnem, če si tako nekje, kar ni Ljubljana, ti bo zelo inconvenient in boš verjetno mogel polniti avto doma, kar so pa tudi dodatni stroški za te neke manual fast chargerje, ki jih imaš pač doma. Druga stvar je, da noter, kakor sem prej pokazal interior, je malo tako, malo se težko znajti iz začetka, vse polka se navadaš je po moje dosto easy, ampak iz začetka je tako vse full confusing, ker prvo kot prvo ne veš sploh kako klimo naštimati, nobenega gumba ni, ampak je kar tako clean narejen cel ta sistem, ampak ja, se mi pa zdi, da mogoče to majhna slabost, ampak v temu direkšnu, kakor gremo z električnimi avti, da je vse full minimalistično, se mi zdi, da tako v prihodnosti se to lahko full dobro razvija. No, to je bilo to v bistvu za ta video. Zdaj, po najinem mnenju je Tesla res se splača, je dober nakup. Sploh, če hočete kupiti en luksuzen avto, mislim, da dobite res najboljši value pri Tesli. In pa tudi, če bi radi sprobali električen avto, mislim, da pač res competition sploh ni blizu Tesla, tako da priporočam. No ja, upam, da ste uživali in ja, če hočeš kakšen drug avto, spodaj v komentarje, vse o denarju.